V galeriji Ekurna se predstavljava skupaj z Anžetom Severjem. Naslov razstave je Predstava. Gre pa v bistvu za dve razstave v eni, ker pač se predstavljava vsak s svojimi stvarmi in ima tudi vsak svoje spremno besedilo. Tako da gre nekako za neko tako, bi rekel, razstavo dveh umetnikov, ki pa ni na nek način kurirana v tem klasičnem smislu. S Stašem smo na tej razstavi začeli delati v bistvu pred 2 letoma, leta 2019, ko so ta dela, ki so danes tukaj, bila v bistvu v nastajanju, oziroma vsaj kar se mojega dela tiče, sem takrat začel s tem projektom ga razvijati. Takrat sem se odločila, da pač bi naredila neko razstavo, ampak še nisem vedela točno začetnega cilja, ali naj bi bila skupna dela, ali bova delala vsak svoja dela in jih potem povezovala v neko skupnim tekstom ali pač skupno zgodbo. Pa sva na koncu ugotovila, da se v bistvu lahko najlažje oziroma najbolj učinkovito predstaviva oba na način, da so dela obeh v nekem dialogu. Se pravi, so tudi za voljo tega spisala vsak svoj tekst, ga tudi na razstavi predstavlja kot vsak svoje delo. Tako da v bistvu edina skupna točka, ki naj jo povezuje, je recimo naslov, pač predstava. Potem pa vse ostalo, kar se zgodi glede teh dialogov, pa je mislim, da bolj na ravni vizualne percepcije oziroma se zgodi šele ko dela vidiš, dejansko ko o njih bereš ali pa razmišljaš, mogoče ni direktnih povezav, ko pa so v tem prostoru skupaj so postavljena, pa se začne nek dialog, ki se je v bistvu zgodil dost spontano. Sliko hočem videti nekako kot bolj heterogeno od samega sporočila. Zanima me tudi materialnost slike. Se mi zdi na nek način, da ravno ta specifika slike, da ne pride ona do nas, lahko pride samo njena podoba, ali kaj jo dobimo na telefon ali na računalnik, pa to, ampak če želimo jo zares doživeti, se moramo premakniti mi k sliki. Je nekako v tej svoji konzervativnosti je nekako, jaz pravim, da je postala že rahlo subverzivna tle, ker pač še posebno v teh današnjih časih, kjer se pač ljudje ne premikamo več toliko, kot smo se, ampak rajši dopustimo, da druge stvari pač prihajajo do nas. Ampak pač pri sliki je ravno ta njena materialna prisotnost tako pomembna, da smo mi tisti, ki naj bi se premaknili k sliki. Pri sliki me zanima pa tudi njen zgodovinski kontekst, ker tudi če sem nekako 100% zavezan mediju slikarstva, poizkušam do slike vseeno držati neko distanco, pač je ne vidim kot neke svetinje, ampak lahko bi rekel, da je že prej obratno, da jo pač poizkušam zaobjeti z vso njeno zgodovinsko prtljago, nekako tudi kot
objekt reprezentacije oblasti in močine. In pač nekako v tem pogledu se mi zdi krajina kot žanr še posebej zanimiva, ne? Ker pač je nekako skozi krajino se je vedno dalo naturalizirati neke diskurze, jih nekako napraviti za naravne, kljub temu, da so imeli neke svoje, lahko bi temu rekel, politične ali pa ideološke agende. V bistvu pri delu, ki ga predstavljam, naslov je matrica. Gre za 3D printe znotraj steklenih vitrin. Gre za miniature dnevnih sob, ki so z namenom tako izčiščene, zmodelirane v nekem programu na računalniku in potem natisnjene. V bistvu me v tem delu najbolj zanima, ne zanima me zares prostor, ki je dnevna soba, ampak bolj je ta dnevna soba v vlogi nečesa, kar bi naj sporočala. To dnevno sobo uporabim v bistvu kot medij za neko misel, ki me pač zanima oziroma me mogoče moti. Zbral sem dnevne sobe zaradi tega, ker imajo to kar jo jaz razumem kot nek čuden prostor, ki vsebuje dvojnost vsakdanjega in neke popolne potojenosti ali pa nevsakdanjosti. In sem zaradi tega tudi potem recimo se v izvedbenem delu te zadeve lotil na način, da sem naredil to čim bolj hladno, da so postavitve dnevnih sob enake, objekti drugačni, ampak da so tudi v vitrinah stekleni, da se čim bolj oddaljimo od neke misli o dnevni sobi. Hkrati pa, ko o dnevni sobi mislimo o neki domačnosti, o neki toplini mogoče, vsakdanjosti. In zaradi tega, v bistvu zaradi te dihotomije, ki mi jo predstavlja v mojih mislih dnevna soba, sem jo uporabil kot del, kot nadaljevanje neko mojih prejšnjih del, ki so se skoraj v vseh primerih ukvarjala z nekimi spregledanimi realnostmi ali pa spregledanimi trenutki znotraj vsakdanjega življenja, z mogoče čudnostmi, ki jih ponavadi v vsakdanjostih spregledamo. Naslov je matrica, ker sem razumel jih kot neke načrte za vsakdanje, načrte za dnevne sobe, v bistvu neke izpraznjene matrice, kamor se naseli pač ta recimo duh dnevne sobe ali pa duh vsakdanjega, duh domačnega. Krajine, ki jih slikam, niso realne krajine, niso pa tudi povsem izmišljene. So, bi rekel, jaz ne pravim, da so to neke sledi spomina. Pač nekako formirajo se skozi spomine ali skozi neke fragmente spominov. Bodisi so to neki spomini iz otroštva ali pa spomin na neko pokrajino, ko sem se skozi njo samo enkrat v življenju odpeljal, rečemo, ne. In nekako me tudi realno me zanima to preoblikovanje. Kako je ena stvar preoblikovana skozi spomin, ne? Se pravi, kaj pravzaprav je neka realnost, kaj je pa neka predstava o tej realnosti, ne? In pač kako je ta predstava pravzaprav kontaminirana s kontekstom znotraj katerega se nahaja. In pač skozi slikanje pridem do neke te razlike med
realnostjo in predstavo, ne. Mogoče se bo zaradi tega tudi gledalec lahko prepoznal v teh krajinah, ne, ker pač se tudi on je lahko kdaj pasil svoj pogled na nekih teh krajinah in jih je tudi on preoblikoval skozi spomin, ne. Pač nekako fascinira me rob krajine, se pravi, kaj je za horizontom, kaj je za temi zadnjimi gorami, ki jih vidimo, ne, in se pač se sprašujemo, kaj je tam, ne, in se mi zdi nekako, da po eni strani je še boljše, da nekako ne vemo, kaj je tam, ker pač iz tem nekako ohranjamo nek misterij, ne. Kaj je tisto, česar na sliki ni, ne, na ta način. Moja postavitev na tleh je zaradi tega, ker sem želel s tem, oziroma se mi je zdelo, da s tem dosežem čim bolj nedosegljivo gledalcu, da je gledalcu čim manj impozantno. Se mi zdi, da še posebej, ko so recimo objekti v vitrinah, zelo hitro nosijo eno tako simbolno vrednost, ki bi pol prepoznali te dnevne sobi znotraj teh steklenih vitrin kot neke objekte, ki bi jih bilo treba z zanimanjem gledati. Postavil sem jih zato na tla, da bi mogoče se lahko ta steklena vitrina brala skupaj z dnevno sobo kot objekt, kot celotno delo. Ta pogled od daleč, vsaj kar se mojih del tiče, oziroma zakaj postavljam na tla, je v bistvu samo zaradi tega, da se mi zdi ustvari tudi poleg neke čist fizične, tudi neko večjo psihološko distanco do objektov, ki jih gledaš. Niso postavljeni na nobeno posebno prizorišče, ne želijo tvoje pozornosti toliko, kot pa jo želijo, če so na tleh. Morda zelo podobno, kot se krajina preoblikuje skozi spomin, se nekako ideja za sliko preoblikuje skozi sam proces nastajanja te slike, ne. Ker pač slika je nek seštevek misli, ki se jih ne da na nek način direktno ubesediti, vsaj med procesom slikanja se jih ne da, ne. In pač nekako prvotna ideja se med procesom nekako razgradi in se na koncu znova se stavi v nekaj drugega. Je nekako preoblikovana skozi ta proces, ne, in če obstaja kakšna konstanta, je to konstanta nevrednosti. Nekako vsaka slika se začne iz nule, ni vnaprej definirano, kaj bo, ne, in nekako ta proces ne anticipira konca, ampak slika vedno nastaja sproti. Zato sam mislim, da slika ne more biti projekt, ampak je lahko izključno proces. Pač nekako tega slikarskega procesa ne bi rad fetišiziral, vendar tudi nočem, da se ga poenostavi na neko, kako bi rekel temu, materializacijo konceptualne izjave, da je slika samo nek podaljšek neke misli, ne. Pač ta slikarski proces ima neko specifiko, ki se je ne da zanegirati, ne.
Same, bi rekel, jaz jim pravim, dramaturške situacije, se prav to, kar se v sliki dogaja z figurami, njihovi medsebojni odnosi, se mi zdi, da so se v zadnjem času nekako preoblikovali iz nekih zelo jasnih in direktnih komentarjev, da so se nekako preoblikovali v neke bolj, bi rekel, v neke bolj odprte situacije, kjer je pač možnost interpretacije zelo, bi rekel, ta interpretacija se je zelo razširila, ne. Še vedno se mi zdi pomembno, da se skozi vsebino slike nekako navezujem na nek družbeni kontekst, ampak se mi zdi po drugi strani zelo pomembno, da nisem več, bi rekel, toliko direkten, ne, kot sem mogoče bil še 4-5 let nazaj, ne. Je pa še zmeraj prisotno, bi rekel, zelo veliko nekih relacij moči do posameznika, ali pa, bi rekel, nekako ta trikotnik, kako oblast vpliva na ritual, ki vpliva nekako na neko kolektivno nezavedno, ne. Vsebinsko se počasi se mi zdi, da oddaljujem od nekih direktnih navezav na neke konkretne problematike, ne. Nekako se mi zdi bolj kot to, da neka ideja sili iz slike navzven, me nekako zanima ravno obratno. To, da se nekako v sliko odprejo vrata, kamor se ta ideja lahko šele naseli, ne. Drugače povedano, bolj kot to, da podajam neko misel, odpiram prostor, kamor lahko gledalec naseli svojo misel, ne, in bi rekel, z gledalcem mislim tudi na samega sebe, ker sem jaz tudi v bistvu ta prvi gledalec, ki ob tem, ko sliko še slikam, že nekako jo opazujem tudi že kot gledalec, ne, in pač zato, ker v končni fazi slikam predvsem zase.